Lep pozdrav na 886 metrov visokem hribu. 16. pohod je letos. Pozdravljam vsega posebej bi pa pozdravil še predstavnike krajevne skupnosti Leše, krajevne skupnosti Holmec, kulturnega društva Leše, pa še mogoče kakega predstavnika kakega drugega društva, razen turističnega društva, ki je letos pač organizator teh 16 srečanj na Volinjaku. Lep pozdrav našim pevkam iz Holmeca, ženskemu pevskemu zboru Modrin in seveda našemu županu, ki je tradicionalno na vseh prireditvah na jesenskih srečanjih in tudi na Volinjaku vsako leto. Pravi, da za njega še to ni prenaporno in da bo še vztrajal, dokler bomo pač samo na tem vrhu organizirali ta srečanja. 16 sem rekel zato, ker smo leta 1998 v turističnem društvu Poljana, bi rekel, se odločili, da bomo pač en tak lažji pohod, bi rekel, organizirali za srečanja sosedov. To je takrat Leš, Prevalj, Mežice, Poljane, Holmca, Šentanjeva, tudi je mogoče kjer Šentanjeva danca, ne. 98. leta je bilo to, 99. leta smo tu že postavili to v marcu, opisali, bi rekel, naše aktivnosti tudi, bi rekel, glede napornosti z pomočjo Davorina Benka, kakšne so posledice za naše srce, bi rekel, zaradi spona na ta vrh. Občina Prevalj je potem pristopila tudi, bi rekel, k ureditvi teh poti, to imamo zapisano v našem oglasilu, ki je letos prvič išlo v turističnem društvu in vse te stvari, bi rekel, evidentiramo zaradi tega, predvsem zaradi tega, da bi neki naši mali zanamci, bi rekel, otroci, bi rekel, pol posnemali ali pa nadaljevali, ko bomo mi že vnemogli, pa na ta vrh ne bomo več mogli priti. Mi smo vam danes v turističnem društvu tako pripravili eno tako krajšo slovesnost z predstavitvijo kuharije iz Podkozovca, katere je
organizirala in izdala naša sekcija Povojček. To bo gospa Hafner Dragica predstavila v kratkem. Gospod župan bo predstavil celotna jesenska srečanja. Naše pevke bojo pa pol na koncu zapele nam 3 pesmi in za na konc, čisto za na konca, druženja pa vas vabim še na kmetijo Sovčnik, kjer že kuhajo, bi rekel, mislim, da Bograč, ne vem, mislim, pa upam, da se je še. Zdaj pa bi jaz prosil najprej gospoda župana, da nam tako pa na taki prireditvi tudi na tej predstavi ta jesenska srečanja, ker smo pač nekateri bomo to že 3-krat čuli ali pa 4-krat, pa niti ne bo kaj narobe, če še 5-krat. Izvolite, gospod župan. Hvala lepa za besedo. Tudi, če gremo kam više, še vedno ostanejo, da še kam više tudi gre. Tako da ni tak problema, da bi nas prišli samo na ulico. Zdaj pa vas pozdravljam na tradicionalnem srečanju sosedov iz različnih koncev, vedno prihajate v lepem številu, v lepem vremenu, zato je letos Joži poskrbel, je rekel, da samo ne vem, kdo bo za v sredo poskrbel, ni se še javil junak. Mislim, da slabo vreme. Torej, v petek večer smo začeli res zelo lepo z prireditvijo Stari slovenski popevk na Vandrovskem trgu. Izjemna udeležba je bila, ljudje zadovoljni. Včeraj smo nadaljevali na Poljani, pa z gasilci v centru Prevalj. Danes poleg Volinjaka imamo še 140-letnico prostovoljnega gasilskega društva z parado skozi Prevalje in z zaključkom v Šotoru. Seveda najpomembnejši del letošnjih jesenskih srečanj. Čeprav vemo, da jesenska srečanja, smo rekli, so festival kulture, športa in zabave za vse generacije. Ampak najpomembnejša je pa letos seveda otvoritev vrtca, ki smo ga dolgo čakali, končno nam je uspelo. Po takih in drugih peripetijah smo vzeli vse stvari v svoje roke, pravočasno, na nek način malo smo imeli nosa, malo so oni zor na vrh pomagali, malo je kdo kaj sugeriral, malo smo bili sitni pa trmasti. Seveda smo prišli tako daleč, da je v torek ob 5. uri popoldne slavnostna otvoritev vrtca in predaja svojemu namenu. Hkrati zaključujemo tudi energetsko sanacijo osnovnošolskih objektov. To je tudi izjemno velik projekt, tako da letos je res bilo julij, avgust strašno po svoje. Zelo je bil dinamičen, da ne bi rekel kaj drugega. Projekt sanacije, energetske sanacije se tiklo tako Holmca, Leš, Šentanela. Danes smo imeli otvoritev spominske sobe, kulturne sobe na Šentanelu in tudi predali šolo v novi preobleki, tako kot na Holmcu in Lešah, nova preobleka, okna, nove kurilnice na pelete, s čemer bomo zmanjšali energetsko porabo, znižali in šli na drug medij, tudi centralno šolo in malo telovadnico, tako da je bil to 5 objektov, 4 nove kurilnice, ena toplotna črpalka, prezračevanje, fasade, ne vem koliko 2000 zamenjanih steklenih površin, vrata, prezračevanja, vse teh stvari je bilo in moram reči, da so bili izjemno dobri izvajalci, da so to naredili. Na vrtcu smo pa zaključili sami z 13 izvajalci, pa da ne bom pretiraval, nekaj okoli 50 podizvajalcev, sami smo koordinirali, nadzirali in na koncu, ko smo črto potegnili, smo s tem našim pristopom znižali strošek za približno 1 milijon evrov, ker smo sami to delali. Tako da vsaka stvar ima pluse in minuse. Če smo bili jezni, pa se nam je investicija podaljšala, smo pa zelo racionalno, kvalitetno, še izboljšali stvari, ampak vseeno pripravili precej denarja. Vrednost investicija vrtec z opremo vred je bila bruto vrednost 3 milijone 270 evrov. Tako da malo veste o teh številkah. Drugače prireditve se v sredo nadaljujejo v Šotoru. Jaz mislim, da bo glasbe za vse tradicionalne prireditve. Krejano memorial, kjer je bilo preko 300 kolesarjev, tudi nekaj športnih pa kulturnih prireditev. Danes je še gledališka predstava s vabim. Še ni razprodana, še je nekaj kar na voljo za eno komedijo, na kateri se bomo vsi skupaj nasmejali. Tako da vas vabim seveda na vse ostale prireditve. Vaš odziv je seveda zahvala organizatorju za to. Danes pa seveda želim prijetno popoldne tukaj in seveda pristopiti. Hvala lepa. Hvala gospodu županu.
ni letos volitev še, tako da ne boste mislili, da je to vse, kar je povedal predvolilno, ampak je resnično, a ne, kar se v Prevaljah dogajalo. Jaz mu čestitam predvsem zaradi vrtca, ker vse tisti, ko vemo, bi rekel, kot je lovil minute pravzaprav, da smo vrtec spravili tako dolž, da se bo torek odprl, a ne v 5. popoldne ste tudi vabljeni, bi rekel, ne drž v vrtec, a ne, ker pride predsednica vlade, otvoritev narediti. V torek zvečer ste pa vabljeni na Polano v 13. srečanje Po otvoritvi. po otvoritvi. Zato pa sem poudaril, da je v 5. a ne, da ne bi slučajnejšega vleko, zato sem rekel, ker ob 6. je pa na Polani, pa 13. srečanje ljudskih pesmi, v ljudske besedi, pesmi in plesu. Srečanje, ki ga organizira turistično društvo v sodelovanju z lokalno skupino Rute, to je gospod Penec, bi rekel zaslužno, ne, da je ta prireditev pravzaprav sploh prišla na Polano. Čeprav je veliko dela, bi rekel, tudi fizičnega, ne, se pa mi vseeno ne damo, pa pomagamo. Jaz bi prosil zdaj Dragico, da nam v imenu naše sekcije Povojček predstavi kuharije izpod Kozolca. To so naše pridne deklete naredile, bi rekel, v letošnjem letu, pa zorganizirale, da se je to tudi v Nemčiji tiskalo. Jaz jim čestitam, pa obenem prosim Dragica, da nakratko predstaviš, za kaj pravzaprav gre. Izvoli. Ja, hvala. Predsednik je pravzaprav že povedal, da smo se tudi mi nekako vključili v ta dogajanja jesenskih srečanj in sicer z izdajo brošure Povojčkove kuharije iz Kozolca. Zakaj pravzaprav je prišlo do izdaje te brošure? Na teh vsakoletnih srečanjih oziroma na naših predstavitvah, ki jih imamo v mesecu maju, te tedni zdravilnih rastlin na Koroškem, smo se vse članice Povojčic odločile, da nekaj prispevamo tudi z strani kulinarike in v to kulinariko vključujemo razne rastline, ki nam rastejo kar doma pod domačim pragom. In moram reči, da vsako leto je bilo strani obiskovalcev kar eno tako veliko navdušenje nad to našo pekarijo pa kuharijo in so nas vsi spodbudili, da bi prispevali tudi recepte. No in tako je v bistvu ta ideja se zdaj udejanila in smo pripravili eno tako brošuro Povojčkove kuharije iz Kozolca in smo včeraj imeli to prvo predstavitev. Dan smo sicer mislili, da vam bomo lahko tu ponudili tudi kaj več brošur, pa vam moram povedati, da je prva izdaja v celoti razprodana, ni je več. Tako da včeraj je vse šlo, gremo pa v novo naklado, tako da jaz upam, da bo tudi ta knjiga prišla do vašega gospodinjstva in vam pravzaprav dava en tak navdih te naše kuharije. Jaz bi mogoče to zaključila samo še z eno tako mislijo, ki smo jo vtkale v to knjigo oziroma v to brošuro in sicer smo zapisale: Povojčki bomo še naprej trošili semena dobre energije, prenašali naša znanja in spodbujali mlajši rod, da gre po naših sledeh in sledeh naših prednikov. Tako da jaz upam, da bo to vseh in da boste tudi vi si pol tako to brošuro lahko ogledali. Jaz se, dragi, se zahvaljujem, pa tudi sekciji Povojček, a ne, za promocijo Poljane, turističnega društva, ker v to brošuro, ona pravi brošura, knjigo je, jaz rečem knjigo, vloženega ogromno truda. Izredno na visoki ravni je tudi tiskana, urejena, a ne, ker imamo pa svojega oblikovalca, tudi se nam pohvaliti, a ne, na Poljani. Tako da vse štima tako more in jaz vam priporočam, takoj, ko bo druga izdaja, bi rekel, ko bo drugi ponatisk, boste lahko to v kocki ali pa direktno, kjer pozna Ljubo Plazo, katera je predsednica sekcije tudi, a ne, danes žal ni mogla pred, ker so različne prireditve tudi, da se lahko, bi rekel, zanimate za to brošuro oziroma knjigo in jo dobite. Zdaj je bila v prodaji za 8 evrov in vem, da če jih bi bilo 500, da bi jih mogoče že kar več kot pol prodali. Tako da res hvala vam za kakšen trud, Dragica, pa za
za naprej še upam, da bo se to nadaljevalo, da je to prvi izvoz oziroma da je nadaljevanje v bližnji prihodnosti, bi rekel, različnih receptov, ker vemo, da jih je veliko na Koroškem, da boste jih tudi zapisali, pa tako lepo, bi rekel, opremljeni z slikami takimi, ki ste jih pa v prvi izdaji, bi rekel. Hvala te. Ali nekaj dodam? Izvolite. Že knjiga je fantastična, veste, kako dobro je šele tisto, kar rada potegne, jaz sem sprobal domači tam. Verjamem, tam je sicer recept za župana tudi, ne, mi smo ugotovili, da ima v enem receptu zelo veliko zanimanje on, ampak ni na sliki tistega. Joži, jaz vse to pogledal. Ko ste že videli? No, župan tudi omenjen celo, no, fajn, no, županov mi ni, v redu. Nič nismo spregledali, bi rekel, v testi knjigi vtisov, ki se konc maja, se pravi zadnji vikend v maju, zgodi v Kozolcu razstava zdravilnih rastlin, ki jo pripravlja naša sekcija 3-4 dni. Se te vtisi pol, bi rekel, analizirajo in se prenašajo pol, bi rekel, tudi v druge aktivnosti v tej naši sekciji. Mogo bi še samo to dodati, da konc mesta, ne glede, da to ni v času jesenskih srečanj, je v Kozolcu tudi dobrodelni bolšji sejm. In če imate, bi rekel, kaj, kar vam, bi rekel, te leži, pa je še uporabno, lahko na Polani se tam pri nas oglasite, pa bojo to prevzeli, pa takrat to, bi rekel, razstavili v Kozolcu in pomagali tistim družinam, ki si pač ne morejo marsikaj kupiti danes. Zdaj bi pa prosil, naše pevke sem vam že predstavil, nekatere so zelo zasedene, imajo že pol dveh druge, bi rekel, obveznosti, da nam zapojejo 3 pesmi in s tem bi pole, bi rekel, vas tudi povabili na koncu kmetiji Stovčnik in zaključili današnje srečanje do dan sosed na Olimljatu. Izvolite. Modro morje udre, ki lipše je kot dom.
želela še ki, kot naša, kjer sem doma. Je vitrič veselo zapel, preletel je prek sveta in takih lepot ni našel nikjer, kot tule, kjer sem doma. Slovenija, odkot lepote tvoje, pozdravljamo te iz srca in srečni tu smo doma. Slovenija, naj tebi pisem poje, ne išči sreče drugod, kot le doma. Kjer je sonce, tam so rože, kjer pa sonca ni, roža ne cveti. Tam sem jaz doma, kjer je sonce, kjer je vrt cvetoč, tam dom je moj. Kjer je veter, tam je pesem, kjer pa vetra ni, pojočih ptic. Tam sem jaz doma, kjer je veter, kjer lepo pojo, tam dom je moj. Zimskem vetru, mrzlem dnevu, srečaš toplo dlan, nič več nisi sam. Tam sem jaz doma, kjer pozimi najdeš toplo dlan, tam dom je moj. Tam sem jaz doma, kjer pozimi najdeš toplo dlan, tam dom je moj. Zdaj pa če so tiste stezice, pa kdo zna naj pomaga, pač mi bo malo po notah, vi pa kar kukar zram paše. Če so tiste stezice, so včasih bile, zdaj pa raste grmovje, gnoj zeljene travi. Zdaj pa raste grmovje, gnoj zeljene travi. Bom grmovje posikal, travice požel, bom naredil stezice, kjer so včasih bile. Bom naredil stezice, kjer so včasih bile. Hvala, pevkam Green, Ženski pevski zbor
modrini sonca, gospe pa poklanjam en polanski šopek, ko so ga naredile naše sekcija povojčnih izvodov. Veste pa, spoštovani vabljeni, tako tradicionalno vsako leto na kmetiji v Sovčni, da se malo sprostimo, pa malo brez obveznosti posedimo. Hvala vam za udeležbo. Mogoče jaz vzamem minutko. Tudi jaz vam želim en lep dober dan v imenu kulturnega društva Leše in vas opet najprej vabim na pohod po skupinjah leških rudarjev s začetkom ob 5. urici na Kriškovem rovu. V soboto pa seveda na naš pravljični festival Pravljična vas Leše, ki je namenjen predvsem otrokom, družinam, detkom, babicam, skratka vsem, ki želite dan preživeti v naravi na aktiven, ustvarjalen način, z otroki, tako da res vas vse lepo vabim. Ja.